Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Moje ime je Suzana Kos. Z menoj v studiu pa danes dva gosta, predsednik Socialnih demokratov, gospod Matjaž Han, in predsednik demokratov Anžeta Logarja, gospod Anže Logar. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Vprašanj povezanih z bližnjimi volitvami je veliko. Bi pa najprej začela z vami, gospod Han. Teden se je začel z intervjujem z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom. V tem intervjuju, ki ga je objavil tednik Reporter, je gospod Kučan med drugim izrazil pričakovanje o skupni listi z SD in prerodom Vladimirja Prebiliča. In po mojih informacijah je bilo že takoj po tistem intervjuju, po objavi intervjuja, nekaj pogovorov med vama. Ali obstaja torej še možnost, delite mnenje z gospodom Kučanom, da še ni prepozno za skupno listo? Jaz bom, seveda, hvala lepa za povabilo, pa en lep dober dan. Moja želja že konec novembra je bila, da probamo na levi sredini se tudi neke politične stranke, ki delimo svoje vrednote, združiti. Imeli smo pogovor takrat z gospodom Prebiličem, žal so se oni takrat odločili, da ni še čas, da pride do neke skupne liste. In še zmeraj jaz mislim, da če ne bomo tega naredili, da bo to ene vrste napaka, za moje pojme. Se pravi, da dopuščate možnost? Mislim, zdaj bi prav odgovoril, glede na to, da pa je sestavljanje list, pogovor z občinskimi odbori, za kandidati zelo naporno, tudi stranki, ki že to 30 let dela, in glede na to, da smo v časovni res dimenziji, kjer v bistvu še dobrih 15 dni oziroma 20 dni pa bo potrebno res liste vložiti, je zelo malo verjetnosti, žal, da pride do skupne liste. Rekli ste, da je malo verjetnosti, da pride do skupne liste. Boste morda kakšen dogovor predvolilni, o povolilnem sodelovanju? Kaj ste mogoče? Generalno stranka Socialnih demokratov skozi vse volitve smo imeli veliko, bom rekel, že raznih variant, od skupne liste, če se spomnite, za takratno stranko Solidarnosti, do skupnega dogovora z Desusom. Krščanski socialisti so in demokrati Slovenije takratni so kandidirali na naši listi, tako da veliko je bilo, bom rekel, nekih dogovorov. Mislim, da je zdaj odločitev, da žal gremo sami, se pa pogovarjamo še z drugimi strankami, mogoče po volitvah, da sodelujemo, ker znanja, izkušnje tudi drugih ljudi v drugi stranki zmeraj primanjkuje. Spravi kaj, dopuščate možnost, da bi zdaj podpisali, da boste po volitvah? Ne, ta moment ne vemo, se bomo pogovarjali do konca. Mi v naslednjem tednu, v sredo, imamo že konvencijo stranke, kjer bomo potrdili liste oziroma kandidatke in kandidati. Bomo, mislim, da prvi od vseh političnih strank, ker bomo to proceduro skozi dali, in potem je seveda ta slab mesec pa pol delo na terenu in pogovor z volivkami in volivci. V prvem poskusu ste kontaktirali vi njega, zdaj je klical on vas, menda večkrat? Ne, ni bilo večkrat. Mislim, da je prav, da se pogovarjamo tudi na zadnjem kosilu pri gospodu Golobu, smo izmenjali nekaj pogledov. Prvič sem klical jaz mislim, da eden v tem političnem prostoru pač mora biti tisti, ki se pogovarja, dogovarja, in meni to niti najmanj ne izpočasti. Mislim, da je to naloga vseh predsednikov strank, da se pogovarjamo, ampak žal smo bili takrat neuspešni. V to pot pa je klical on vas? Niti ni pomembno, kdo je zdaj klical, to ne on pove. Prvič sem klical jaz. Pred koncem leta. Zdaj pa je bilo vsaj meni rečeno, da vas je vsaj dvakrat poklical. Tu ne vem, kje imate dobre, mislim, novinarji imate zmeraj te informacije. Jaz sem včasih presenečen, da kako stvar celo prej zvete, kot jaz mislim, ampak šalo na stran. Stvari so zdaj res, smo tik pred končno črto in Socialni demokrati smo sprejeli program. Naslednjo sredo imamo konvencijo stranke in evo, gremo v volitve. Gospod Logar, ko je bil ta intervju objavljen, so meni že nekateri ljudje iz politike dejali, telefoni bodo zazvonili. Zakaj mislite, da je Milan Kučan levici ali pa levi sredini še vedno potreben, da pove, kaj naj delajo? Ne vem, in sem na srečo tudi tista generacija, ki tega ne razume. Mislim, da je pomembno in potrebno v politiki
da tisti, ki so v ospredju, tudi sprejemajo odločitve in za njimi stojijo, da pa seveda imajo tudi ljudi, ki jih za posamezne informacije lahko kaj vprašamo, zgolj kot sugestijo. Da pa en intervju povzroči telefonske klice, to se mi pa zdi samo, da je v bistvu ta demokracija v Sloveniji še ni na ravni, najbolj razvitih zahodnih demokracij in da moramo še kar nekaj narediti. Tu se sicer ne izključuje, kar je zdaj rekel Anže, ampak jaz pa mislim, da je prav, da se tudi tisti, ki smo v ospredju, ki sprejemamo končne odločitve, da se seveda v tej državi pogovarjamo z ljudmi, ki so ali delali v politiki, ali delali v gospodarstvu, in jaz ne vidim tle res nič spornega. In kak na svet Milana Kučana, kak na svet Boruta Pahora, kak na svet Dušana Kumra, kak na svet Igorja Lukšiča, meni prav pride pri odločitvah. Bom prosila še za en komentar, ker se ukvarjamo zdaj s tem posegi Milana Kučana v slovensko politiko. Gospod Mirko Bandelj je v tem studiu in še v nekaterih drugih javnih izjavah. Gospod Mirko Bandelj je nekdanji politik LDS-a, sedaj odvetnik. Vaša vlada pa ga je imenovala, oziroma SDH ga je imenoval za nadzornika Luke Koper. Je dejal, da dokler bosta v politiki dejavna gospod Milan Kučan in gospod Janez Janša, da bodo volitve vedno znova volitve proti. Kako komentirate njegovo izjavo, gospod Logar? Dobro, to je na nek način parafraza tega, kar sem jaz prej povedal. Slovenska politika potrebuje generacijski prelom. Je pa res, da morajo volivci biti tisti, ki povedo, da pride do generacijskega preloma. Te volitve, ki jih imamo zdaj, imajo neko posebnost, namreč mi pravimo, da obstaja izbira, predvsem zato, ker lahko prvič, tudi zaradi teh torišč, ki zdaj gledamo in nekih spopadov, vidimo, da zgodba še zdaleč ni vnaprej odločena, ampak da se bo v času kampanje še kar nekaj preobratov lahko zgodilo. In v tem trenutku mislim, da na stavnicah težko reči, tole bo ali pa tole ne bo, vse je še odprto. In ta kampanja bo zanimiva tudi zato, ker verjetno ravno zaradi te nepredvidljivosti bodo programi strank, pa tudi ekipe strank odločale o tem, komu volivke in volivci dali svoj glas. Bomo o programu vajnih strank rekli nekaj v nadaljevanju. Gospod Milan Kučan je poklical tudi Niko Kovača. On je povedal javno, da jo je spodbudil k temu, da bi bila aktivna v politiki. Kot strankarski človek se ne gre tega, se je pa aktivno vključila sedaj v napade na vas zaradi hamburgerjev in spletne strani, pač ne vem, čigava je pravzaprav spletna stran ta bila, ker vi ste rekli, da to ni bila, oziroma ne spletna stran, Facebook profil od vašega člana stranke. Ja, lejte, ob vseh problemih, ki jih imamo v Sloveniji, gospodarstvo, zdravstvo, čakalne vrste, zadnji predlog 1000 dni za, ne vem, žilne bolezni in tako naprej, vprašanje korupcije. Mi reduciramo politično debato na nekaj res minornih vprašanj in verjetno je to ravno zaradi politike in verjetno je tudi zato, zdaj v zadnjem času smo demokrati kar v navzkrižnem ognju, praktično obeh polov, to zato, ker dejansko predstavljamo neko alternativo obstoječi politični izbiri in s tem postajamo moteč faktor v tem delu. In zato jaz razumem, da so napadi na demokrate v zadnjem času se na nek način okrepili, ampak še enkrat, mene to v bistvu nič ne moti, ker na koncu koncev, veste, najslabše za politično stranko je, če te hvalijo. Veliko bolje je, če te grajajo in kritizirajo in se moraš na ta način tudi bistveno bolj skrbno obnašati in vse odločitve in korake dobro pretehtati. Posebej me pomiril, ker mene grajajo vsi, levi in desni. Tudi mene. Tako da me podcenjujejo, tako da hvala Bogu, kar si še pa Nike Kovač, bom pa eno stvar rekel, jaz mislim, da je za My Voice, My Choice je naredila veliko stvar. Se ne govorimo o tem, zdaj govorimo o hamburgerjih. To se bojo mogli pa seveda vsi zdaj dogovoriti. Jaz, hvala Bogu, nisem odvisen od všečkov.
čeprav mi nekateri strokovnjaki tudi v stranki govorijo, da moram več videov snemati, da moram dati sončne očale gor, da moram ne vem kaj delati, pač tega nam delo pri 55 letih. Želim biti, kar se tega tiče, realen politik, predvsem pa politik, ki bo drugače nagovarjal ljudi. Vem, da mogoče ne bom dobil tu glasov, ampak lažje, nisem tak igralec, kot so nekateri drugi. Javnomnenjske ankete vam kažejo, da ste drugi ali pa tretji najbolj priljubljen politik, ne? Tako da morda je ta vaša poza pravilna za pač vaš bazen volivcev. Gospod Han, jaz bi vas prosila še za komentar izjav, ki sem jih slišala iz vaše stranke. To pa je, Imate dobre verjetno podatke, vse kar pove Suzana. Da je gospodu Kučanu povsem vseeno za Prebiliča, povsem vseeno za stranko, ki jo vodite, ampak da je njemu edina mantra v politiki, da prepreči, da pride na oblast še enkrat Janez Janša. Imate vi občutek, da mu je vseeno za SD? Jaz mislim, da, pa generalno govorim, po mojem Milanu Kučanu, ali pa sem prepričan, ni vseeno za državo. On je bil seveda član naše stranke predhodnice, zdaj pa na levi sredini, zdaj želimo ali ne želimo, seveda tudi kot na desni sredini Janša je pomemben faktor, tega se ne bomo mogli izogniti in mislim, da je prav tako kot na levi sredini gospod Kučan, ampak še enkrat, jaz sem ga večkrat vprašal za kak nasvet, sem pa odločitve nekatere sam sprejel, na koncu sem tudi šel kandidirati takrat za predsednika stranke, verjetno na drugačen način, kot so se nekateri predstavljali. Ampak z močno podporo nekaterih pomembnih ljudi, tukaj mislim za gospoda Aleksandra Čeferina. Mislim pa kaj slabega, če te gospod Čeferin podpre, na koncu smo lahko na njegovo pozicijo, da je predsednik UEFA v Sloveniji ponosni, mislim, da je celo premalo izkoriščamo, ampak veste, jaz z razliko od drugih je, da imam jaz nek odnos do ljudi, ki nekaj pomenijo in imam tudi in prijatelje namenjen glede na funkcijo, katero upravljam. Apropo gospoda Čeferina, s katerim imate dobre odnose, bi morda jaz rekla, da ne pritiče ravno njegove funkcije, da se tako neposredno vpleta v politiko na nacionalni ravni v Sloveniji in recimo tudi na poročanje medijev, kar je v enem od svojih zadnjih intervjujev si privoščil. Gospod Logar, vi po javnomnenjskih anketah in analizah rezultatov v bistvu jemljete največji delež vaših podpornikov od nekdanjih volivcev Gibanja Svoboda. To kažejo različne ankete in križanje podatkov iz teh anket in v bistvu jemljete tudi veter iz jader Vladimira Prebiliča, ker njemu je bilo dejansko namenjeno to, ne, da bo pobiral volivce leve sredine in ne vi. Ne. Še posebej zato, ker se je govorilo, da je gospod Prebilič rešitelj leve sredine. V temelju se ne strinjam s to tezo, ker imava nasprotne ali pa drugačne poglede na volilno telo. Demokrati nikomur ne krademo volivcev, ker volivci niso nikogaršna last, ampak so to volivke in volivci, ki sami odločajo, koga bodo glasovali. Zdaj, če pogledate volilni izplen na prejšnjih volitvah Gibanja Svobode, 400 000 ljudi, veliko je nezadovoljnih. Za ukrepi, ne vem, posameznimi politikami, ki so jih vodili, z ukrepi na področju gospodarstva, pa tudi na področju boja proti korupciji, so marsikoga razočarali. In to so volivci, ki iščejo drugačno izbiro. In demokrati smo tisti, ki smo šli v ta politični ring tudi z tezo, da dajmo enkrat na teh volitvah se odločiti in glasujmo za. Ne pa glasujmo proti, ker to je bistvena sprememba tudi, kako potem sprejemaš volitve. Zdaj, če greš ti na volitve zato, da boš glasoval proti, tistemu, ki daš glas, oprostiš praktično vse, če ti zagotavlja, da nekdo drug ne bo prišel na oblast. In potem posledice tega, da nisi ti zbral njegovih vrlin, ampak si samo strateško se odločil za glas nekomu, ki praktično potem ne zadosti željam ali pa pričakovanjem volivke in volivcev. Če pa ti glasuješ za, če pa ti podpreš iskreno nekoga, ker ima dober program, ker ima dobre kandidate za ministre, ker zna sodelovati, ker je že program
pripravil vnaprej, zato da ne rabi 1 leto lovljenja in ukvarjanja samo z metanjem pa valjenjem krivde na prejšnjo vlado, ampak lahko prvi dan začne delati. V tem primeru pa potem glasujejo za in tudi ne bojo razočarani. In demokrati smo taka politična alternativa in demokrati to spremembo prinašamo v politični prostor. In še eno za razliko od gospoda Prebiliča, da mi pravimo, da gremo to volilno tekmo zato, da prevzamemo vlado. Skratka, da sestavimo vlado, ne pa da komu omogočimo ali pa onemogočimo vlado. Gospod Han, ko sem zastavila vprašanje, ste se smejali, pa boste povedali zakaj. In prosim vas še za odgovor, ampak samo da ali ne. Ali verjamete v iskrenost gospoda Logarja, to pa je, da je šel samostojno na svojo politično pot? Tu moram na kratko odgovoriti. Tako. Mislim, ne morem, dajte. Ampak res, ne, lahko rečete, verjamem, ne verjamem. Ne, mislim, res se s tem nisem ukvarjal, ker ne poznam. Tega vam jaz ne verjamem. Kaj, da sem se ukvarjal, ali gre Logar iz... Da nimate stališča glede iskrenosti, neискrenosti, samostojnosti gospoda Logarja. Kaj vi mislite, zdaj, ali sta Janez Janša... Vsi se o tem pogovarjajo. Glede, jaz vse komentatorje, ko jih poslušam v zadnjem obdobju na vseh možnih medijih, seveda spoštujem. Včasih sem, ko doma gledam na kavču, to kar malo zaskrbljen, odkje najdejo vse te zarote, ozadja in tako naprej, izpeljanke, kako smo se to na tak način, ne vem kako dogovorili, zadeve so bistveno bolj preproste. Če je gospod Logar ocenil, da pod stranko SDS ne more razviti, zdaj tako rekel, lepo sem svojega talenta in šel na svoje, hvala Bogu. Kaj bo po 23. marcu, niti ne vem, kaj bom jaz kot stranka po 23. marcu zahteval od nove vlade, kjer bom mi sodelovali. Na nek način sem jaz razumela, da verjamete v njegovo iskrenost, ali sem razumela napačno? Mislim, jaz, če si šel od stranke, kateri si bil 25 let, ne, pa tudi, če si dogovorjen, ni to zgodba enostavna. In če pa je to, bom rekel, sam zato, da po 23. sestavi Janez Janša vlado, bo pač sestavil Janez Janša vlado. Mi moramo biti na levi sredini boljši, da biti več glasov, da pač ne bo na desni strani možnost sploh za sestavo vlade, če je temu tako. Tako da jaz se s tem ne bi ukvarjal in želim vsem, da naredijo, da predstavijo svoje programe ljudem, ljudje bojo odločili. Jaz sem pa v teh 20 letih videl vse mogočne koalicije, vse mogočne sestave pred vladam in zmeraj smo bili Socialni demokrati 2 meseca pred vladam postavljeni pred dejstvo, da pač mi nismo glavna izbira. Žal. Zato, ker ste povedali sedaj o gospodu Logarju, sem prepričana, da vas bodo kritizirali na vašem političnem polu. Ampak za vas velja, vi vedno poudarjate, da ste politik, ki si želi pogovora. Absolutno. Hkrati pa, zdaj bom spet omenila ta intervju gospoda Kučana v Reporterju, ki je dejal, da obstoječa desnica slovensko družbo načrtno in sistematično deli. Se vam zdi, da tega ne delate na vaši strani tudi? Da nas delite kar naprej? Zdaj, če gledam generalno stranke levo pa desno, če jih lahko na nek način razdelim, mislim, da je tle absolutno desnica bistveno več deli kot levica. Se strinjate, gospod Logar? Jaz mislim, da je pamet pa deljenje približno enakomerno razporedeno na oba politična pola. Je pa zanimivo, da ima vsak političen pol slepo pego na svoj pol. Skratka, na drugi pol vidi vse delitve, v svojem polu pa ne. Zdaj, ta mandat smo videli kar precej delitev, recimo. Javno-zasebno je bila ena od teh delitev, ki je bila najglasnejša, ki se je zažrla najmočneje tudi v zdravstvo, tako zelo celo, da se je sprejemalo zakon, ki je bil neustaven v določenem delu. In to priča samo o tem, kako pomembno je, da v bistvu bi enkrat mi sestavili eno vlado, kjer se lahko normalno pogovarjamo, pa za vse te ključne teme, kot so, ne vem, zdravstvo, gospodarski razvoj, internacionalizacija, boj proti korupciji, sprejeli eno splošno stališče za naslednjih 20 let, recimo. In bi se potem v nadaljevanju vlade
držale te ključne usmeritve, torej teh strateških usmeritev na način, da se na teh temah ne bi spotikale, ker je še polno drugih tem, kjer se lahko spotikajo. In bi na ta način zagotovili tudi neko kontinuiteto v napredku Slovenije. To je tisto, kar demokrati želimo pripeljati v slovenski politični prostor. In jaz čutim ali pa razumem, da so nekatere stranke v tem našem sistemu tudi zelo naklonjene temu. Ta polarizacija pa v bistvu ubija ali pa odganja tako jasno priznanje ali pa željo, da gremo res po tej poti. Ampak, Anže, imamo leve pa desne stranke, ne, in vse stranke imajo neke vrednote, brez katere pač resna stranka ne more delovati. Neka vrednota je temelj, iz katere potem lahko tudi razvijaš in program in gledaš, kako bi to Slovenijo ali pa družbo vodil. Ne. In ja, Socialni demokrati skozi 30 let obstoja smo najprej stranka ne enega obraza ali pa enega priimka in imena, ki potem po volitvah, če ni pravega rezultata, tako ugasne. Smo stranka, kjer je venomer zagovarjala socialno državo in brez nas ne bi bilo javnih sistemov, kot je javno šolstvo, javno zdravstvo, ki je potrebno, da je bistveno bolj učinkovito, ampak še zmeraj je to boljše, ker pa, da ljudje enostavno ne bojo prišli, zato ker ne bojo imeli denarja do šolstva, do zdravstva. In od minimalne plače, zakonov o minimalne plače, ki smo jih mi na nek način stranka v preteklosti zakon sprejeli, do socialnih dialoga prek SSE-ja. To so vse stvari, ker smo Slovenijo na nek način skozi pozicionirali v tako imenovanih liberalnih koalicijah. In to se mi zdi meni ključno. In na desni strani pač imajo neke druge vrednote, hvala Bogu, ne jih zagovarjajo, ljudje bojo pa odločili, v kakšni državi in pod kakšnimi vrednotami se lahko, bom rekel, vsak človek razvija. Seveda 2 meseca pred volitvam imamo pa, da ne bom rekel, da imamo pa vsi veliko idej, ki že danes vam povem, da po 23. marcu jih bo težko izpeljati, zato ker so stvari se ta moment peljejo tudi v geopolitiki in ti to dobro poznaš, v neko skrajnost, kjer ta moment Evropo, svet premetava iz dneva v dan. Danes sem prebral podatek, kako dolar pada zaradi odločitev Trumpa na dnevni bazi. In to so vse zadeve, na katere bomo mogli tudi mi odreagirati, ko bomo prevzeli novo vlado. Če smem, zdaj ni tako enostavno, ne? Zdaj govorite o teh vrednotah. Glejte, vi ste gospodarski minister. Ja. V tem mandatu je gospodarstvo dobilo 13 dodatnih regulatornih omejitev. Ja. Se je pogoji na področju gospodarstva so se bistveno poslabšali. Kamorkoli gremo, vam bojo gospodarstveniki povedali, da so en korak pred odhodom v tujino. En korak pred odhodom. Pa recimo pogledamo enako. Vse ukrepe, ki jih je ta vlada sprejela, recimo evidentiranje delovnega časa, smo vas opozarjali v državnem zboru, to je neumnost, je gospodarstvo opozarjalo, to je neumnost, v okviru socialnega dialoga se vas opozarjali, to je neumnost. Vi ste kot gospodarski minister kljub temu dvignili roko za to in potem je bilo to sprejeto, ta neumnost je bila sprejeta, ta norost je bila sprejeta in ste mogli se potegniti nazaj. Enako normirani SP-ji. Mislim, to je trojna norost. Vsi so govorili, neumnost je to ukinjati, ste ukinjali. Potem ste uvideli, kaj ste naredili, ste spremenili na način, da ste naredili še eno norost, 5-mesečno oziroma 5-letno prepoved ustanavljanja novih SP-jev, s čem ste povzročili zapiranje SP-jev pred uveljavitvijo novega zakona in zdaj danes vlagate potem spremembo tudi v tej smeri. Prostite, kje so tu vrednote? To je samo dejansko v nasprotju s tem, kar sem prej hotel povedati, da Slovenija potrebuje, da se moramo uskladiti, da je gospodarstvo tisto, ki prinaša, da je država in politika tista, ki usmerja in vas postavlja pogoje in da so ljudje tisti, ki morajo imeti dostojne pogoje za življenje. Zdaj, teoretično odlično, kaj si rekel, samo eno stvar bi pa vendar rekel. Jaz vrednot ne menjam. Ne vem pa, čisto za tebe. Če gledam jaz, če se spomnim nazaj, ko si bil zunanji minister, tistih pismov, ki ste jih pošiljali glede pravne države in tako naprej v komisijo, jaz ne vem, a bi se pod tisto pismo še enkrat podpisal, danes kot demokrat, ki želiš imeti takšno ali drugačno koalicijo ali ne. Pa kaj je v tistem pismu pisalo?
Marsikaj. No, kaj recimo? Marsikaj Recimo, pisalo. kaj je pisalo? Od pravne države, od medijev in tako naprej. Vse Ne, od medijev seveda je. V medijev tiste pismo ni pisalo. No, a bi se še enkrat podpisal pod to pismo? Tisto pismo je bilo zelo korektno glede na situacijo, kakršno je bilo. Aha. Pri analizi, to mislite, je tisto pismo, ki sem jaz poslal Didierju Reinercu. Seveda. Ja, v tistem pismu sem ob spremljanju stanja v pravosodju samo izpostavil, kje je bil ta nadzor takrat, ko se je zgodilo to, pa to, pa bi to, ga še enkrat pa podpisal, to. danes. Seveda, se je bilo dobro napisano, se na koncu potem, ko so o tem... A lahko sem zaključil, lahko, Matjaž, vi skačete v besedo. Rad. Ja, medtem, ko sem ga predstavljal, sej to je problem slovenskega sistema, ko se nekoga že vnaprej etiketirano obtoži, kaj češ, da je naredil. In potem, ko dobi priložnost, da to javnosti predstavi in javnost to vidi, reče, ja, zakaj so ga pa nabili na križ, sej ni nič takega. In v tistem pismu ni popolnoma nič takega, da bi se kdorkoli tega sramoval. In jaz imam enake vrednote, kot sem jih imel prej, ravno zato, ker jih imam enake, sem še ustanavljal drugo stranko, sem ustanovil Demokrate. Gremo zdaj naprej, ker ker govorite o vrednotah, Ja. Poštenost. Recimo poštenost se mi zdi vrednota, ki je ne more ne leva, ne desna politična opcija razumeti drugače. Pa vama obema dajem v komentar, kaj si mislite o tem, če bi recimo, ker vaša vlada je imela kar nekaj, tako kot prejšnja vlada Janeza Janše, kar nekaj težav z neodvisnimi nadzornimi institucijami. Ne bom zdaj ponavljala, veste, vse na koncu je bilo tudi to z protikorupcijsko komisijo. Pa vas, gospod Han, vprašam, če bi recimo Janez Janša pošiljal gospodu Alešu Hojsu SMS-e, da naj pač stori to, kar je mu bilo dano, da pač mora storiti, da naj poimensko, pač to, kar je bilo v pogovorih med Tatjano Bobnar in gospodom Robertom Golobom, da naj poimensko katere policiste in šefe policijskih uprav karkoli pač zamenja, ali bi ravnali enako, kot ste ravnali zdaj? Da. Bi enako ravnal, isto bi rekel, da je potrebno vendarle v tej državi, tako kot govorimo socialni demokrati že kar nekaj časa ali pa skozi, da je treba neodvisne institucije spoštovati njihove, bom rekel, takšne drugačne odločitve, da pa seveda vsak politik ima svojo integriteto, svoj pogled in mi socialni demokrati smo absolutno in v tem mandatu in še kdaj prej dokazali, da mi integriteto vidimo drugače kot mogoče kjer drugi v kakšni stranki. Ne nazadnje smo v tem mandatu, v tem letu zadnji odstop gospe Katičeve, ki je pokazala, da je tudi politično sprejela odločitev in ponudila predsedniku vlade glede smrti gospoda Šuterja in prevzela neko politično odgovornost, do prednika, ki je odstopil, pa bomo videli zdaj, ali je res kriv ali ni, do cele stranke, ki smo imeli takrat težave in Litijsko in ne vem kaj, mi smo pokazali, kako vidimo to integriteto. Jaz bi, gospod Logar, tukaj vam dam besedo. Jaz bi recimo pričakovala, ne vem, če ste gledali Tarčo, nekaj oddaj Tarče se je ukvarjalo z gospodom Zoranom Jankovićem. Medijski molk, ki smo mu priča po teh razkritih, in politični molk je strašljiv. Strašljiv. Veste, kot se jaz v svoji pisarni vprašam, kaj smo socialni demokrati naredili medijem v Sloveniji? Afera Spirit, ker ni bilo porabljena enega centa, ker je minister, ker sem jaz odreagiral, tako kot sem odreagiral, ustavil, samo takrat lahko ustaviš razpis. Na srečo so to sicer razkrile finance, vprašanje, kaj bi se zgodilo. Ne, ni res. Mene je en gospod poklical in rekel, Matjaž, si ti videl na razpisu, kdo je dobil. Jaz sem takoj naslednji dan sklical sestanek, šel pogledat in smo ustavili takoj. Ampak ne glede na to, ni bilo porabljenega nobenega denarja. To bi seveda še enkrat spremenil mogoče pri samem razpisu na začetku, če se bi dal, v glavnem, ampak ko stranka naredi, naša stranka, neko malo napako, smo 14 dni, 15 dni, 5 mesecev po televiziji, afera, pri drugih strankih jaz tega istega imenovalca ne vidim. To hočete reči pri Gibanju Svoboda?
ker ima močan vpliv na medije, ne, skozi različne vzvode v tem mandatu. Glejte, v glavnem mi smo, tle bom končal, bom tako rekel, kot je rekel, dokončna pika, kako že reče. To nisem jaz. To je gospod Golob. To reče Robert Golob. Ja, pa tudi ti vem, da še dokončna pika. Ne, pika, dokončna pika. Vem, da nekaj v pikah vsi govorite, v glavnem mi smo svoje odgovornosti v stranki znali prevzeti in tako si mi integriteto politike razumemo. Ker sem rekla, da bomo govorili o vaših programih, ker smo zdaj na nek način se tudi posredno ukvarjali s policijo, se mi zdi zelo zanimivo, gospod Han, da ste vi dali v svoj volilni program, ki ste ga predstavili prejšnji teden, da je treba spremeniti zakon tako, da bo generalni direktor... Mislite o policiji? Tako, ja. Ja. Če hočete, vam citiram, spremeniti treba zakon o organiziranosti in delu policiji na način, da bo generalni direktor policije imenovan strani predsednika države, tako kot je bilo to urejeno z zakonom o policiji leta 2010. Dodali ste še v vašem programu, na ta način bo vodstvo policije zavarovano pred političnimi vdori. Zdaj, jaz to razumem, da ste na nek način dali prav Tatjani Bobnar in Boštjanu Lindavu. Zdaj, to v našem programu piše, mogoče sam še en dodatek, da je to isto pisalo v programu leta 2022. Glede, da mi smo stranka, kjer imamo določene programska izhodišča že vrsto let enaka, seveda je pa zelo potem odvisno, kako, na kakšen način kot koalicijski partner lahko nekatere stvari speleš. Če mogoče pred parimi leti ta zadeva ni bila aktualna, verjetno v naslednjem mandatu, ko bomo delali koalicijo, bo ta zadeva bolj imenovana. Rabimo pa, da na policijo, na vse te inštitucije, ki so zelo pomembne za državo, dnevna politika ni važna, kjer nima vpliva. Gospod Logar, kako vi razumete to? Ja, sej, aktualna situacija negira to obrazložitev, to vrstne rešitve. Poglejmo glasovanja, ki jih je predlagala predsednica republike. Morda je na začetku še želela vključiti model kakovosti za imenovanje posameznih kandidatov. V nadaljevanju, posebej to zadnje, ki je zdaj na zadnji januarski seji, je pa čista podreditev koalicijskemu stroju, glasovalnemu stroju. Zdaj, kje imaš rešitev, če samo preložiš iz vlade odgovornost na nekoga drugega, na koncu bo pa koalicija tista, ki bo potrdila imenovanje generalnega direktora. Jaz mislim, da se moramo tu vrniti korak nazaj. Mi najprej moramo zagotoviti, pa spet za nekim splošnim političnim dogovorom, da se v bistvu politika umakne iz policije in da gre za karierno napredovanje v okviru policije. Tega v tem mandatu nismo videli. Prejšnjem tudi ne. Ja, verjamem, zato je pa treba najti rešitev. Ne? Je kar nekaj kvalitetnih policistov znotraj v sistemu, s kar nekaj sem se jih pogovarjal, za katere vam povem, da trpijo ob tem, ko gledajo, kaj se dogaja s policijo. Ko napredujejo tisti, ki ne bi smeli napredovati, ko napredujejo tisti, ki so bili dovolj z sklonjeno glavo za posamezno politiko. In posledica je pa točno to, kar ste prej omenili. Razdraščajoča korupcija v državi, zaradi tega, ker nimaš policije, ki bi dejansko tako, kot bi lahko, enako učinkovito in za vse enako opravljala svojo nalogo. In to je nekaj, kar bi mogli vsi stremeti za tem. Za zelo dobro policijo, ki ima hkrati še močen tožilski element, zato mi demokrati predlagamo ustanovitev SKOK-a, torej specializirane enote za pregon korupcije in organizirane kriminalitete, ker ta par potem skupaj dejansko postane tudi najboljše zagotovilo, ne glede na to, kdo jih imenuje, za to, da se bo ohranila strokovnost znotraj tega in da bo politik, gospodarstvenik ali pa kdor drug, ko ga bo SKOK začel pregledovati, rekel, zdaj je pa po meni in ne bo več iskal obrambene način, da bo javno obtoževal, to je pa lov na čarovnice ali pa name se hoče spraviti zaradi 2 SMS-ov ali pa ne vem kaj. To že, vse to, kar zdaj govoriš, to lahko bi že tudi NPU naredil in tako naprej, to sploh ni nobenega problema, ampak mi imamo eno dobro prakso pri načelniku generalnega štaba. Na koncu se mora minister za obrambo in pa seveda predsednica države uskladiti, se ga imenuje, potem ga seveda podpre vlada. In mi smo imeli, rečemo, srečo z gospodom Glavašom,
ki je bil dozdajšnji načelnik, ki je bil celo, mislim, da je imenovan v času ministra Tonina, če se ne motim, sem pozabil, ampak ga je tudi ta vlada na nek način peljala skozi vse procedure. Ampak je, in moram reči, da gospod Glavaš je bil načelnik, ki ima najdaljši staž v zgodovini, mislim, da. In človek, ki je dokazal, da se zna v temi politični črmi zelo dobro peljati in je vojsko dvignil na nek... No, pa gledajte, sej mi rabimo standard, kjer lahko predstojnik nekega organa oziroma organa v sestavi deluje tako, kot si je zamislil, ne glede na to, katera vlada je. To je v bistvu zlati standard, ki loči uspešne države od neuspešnih. Neuspešne vedno porežejo vse, zato da postavijo svoje in se potem tisti postopki ustavijo, kakšni se začnejo, ampak na koncu koncev nimaš uspešne sledljivosti, ki bi pripeljale do obsodilnih sodb na koncu. In to mi moramo iti še čez to fazo, kjer dejansko ugotovimo, da z nenehnimi delitvami in nasprotovanji dosežemo bistveno slabši učinek, večja nasprotovanja in slabše rezultate, kar opazijo na koncu tudi ljudje, in zato, ker to opazijo, vedno manj zaupajo politiki, da je sposobna en korak naprej. Jaz bi tukaj rekla, da verjetno vsaka vlada, ki zamenja pač šefe SOVE, da ne menjuje zaradi tega, ker bi bili vsi po vrsti neuspešni, ampak ker želi imeti svoje ljudi. Ne? Kar je tudi logično. Pa se na nekaterih področjih je logično. Ampak recimo za SOVO, to se mi zdi relativno logično, ampak za policijo, pa če imaš karierni sistem, kjer je generalni direktor policije, ki dobro upravlja svoje delo, jaz mislim, da je takšnega generalnega direktorja treba mu omogočiti, da naprej izvaja uspešen pregon, ne pa da se ga zamenja. Jaz sem že pozabil, kjer je bil prejšnji generalni direktor policije. V času prejšnje vlade 3 so bili. Ne. Mislim, tukaj hitro so se menjavali. Še eno skupno točko sem našla v vajnih programih oziroma pri vašem zavzemanju na vašem programu. SD je zapisal, da je potrebno zagotoviti za družbo Dovoz, to je orožarski holding, več nadzora, kar v bistvu predlagate tudi vi, oziroma ste se trudili tudi vi. Zakaj? Ali ste ugotovili, potem, kar se dogaja, informacije verjetno imate tudi, kakšne, da je to potrebno? Generalno jaz mislim, da SDH, ki je seveda v lasti države, ki upravlja z 13 milijardami evrov, seveda mora imeti strokovni nadzorni svet, imenuje ga pač politika, se druga pač ne more imenovati, ker jaz mislim, da je to bistveno bolj transparentno, kot pa da bi ga spet neke ekipe v dozorni imenovali neke posameznike, in temu isto, če je posledično SDH ustanovil Dovoz, in ker bo to verjetno veliko denarja, jaz mislim, da nimamo enih težav, če kontroliramo tudi v državnem zboru in tam imamo neko kontrolo. Jaz mislim, da je to... Ne težav, to bi bilo nujno. No, seveda, jaz mislim, da je to nujno, ampak veste, nekatere stvari se vsaka stranka tudi sproti v koaliciji ne nauči, dobi neko izkušnjo in verjetno v naslednjih korakih ne bo teh napak ponavljala. No, ampak naše programe je ukinitev dovoza, zaradi tega, ker ne spada na SDH. Meni še vedno odzvanja v šesu izjava Damirja Črnca na odboru za obrambo, ko smo govorili ravno o tej potrebi parlamentarnega nadzora, in je bil tak nonšalanten odgovor. Je tako, kar je, če želite nadzor, pa spremenite zakonodajo. No, in to kaže na miselni pogled na to, kako lahko nekateri za zaprtimi vrati dejansko razpolagajo z stotinami milijoni in se ne počutijo odgovorne, sploh niti za transparentno porabo, niti za smotrno porabo tega. In recimo demokrati smo bili edini v slovenskem parlamentu, ki smo opozorili na to rokohitrsko ustanavljanje dovoza za nekimi zaprtimi vrati v SDH-ju. Me veseli, da je SD tudi pripoznal vse nevarnosti in pasti, ki s tem pripadajo, ampak to je treba ukiniti in okrepiti direktorat za logistiko na Ministrstvu za obrambo, tako kot je v večini drugih držav, s čimer se zagotovi tudi ustrezen parlamentarni nadzor in se dobi tudi ustrezno odgovornost resornega ministra, ki za napačne odločitve potem pač tudi odgovarja. Meni je zanimivo, ker ste omenili gospoda Damirja Črnčeca. Za tega gospoda se ve, da je bil dolgoletni
podpornik in spremljevalec Janeza Janše. Tukaj njega bolj vprašaj, jaz to... Ne, vas bom vprašala. In potem je zamenjal stran. In zdaj je zelo pomemben gospod na levi sredini. Nenavadno mi je to, da se je pozabilo pri njemu pa njegovo preteklost in delovanje in izjave. Jaz lahko razumem, da kot se je že pač prišel do enega spoznanja, da gre svojo pot, je verjetno tudi Damjan naredil, tako kot kakšen tudi ne vem, novinar razmišlja, če je enkrat razmišljal bolj, bom rekel, liberalno, desno, zdaj mogoče lahko čisto na levi strani in tako naprej. To so stvari, ker jih vsak človek na nek način skozi svoje življenje, skozi svoj pogled se pač malo spremeni, ampak glejte, gospod Črnčec, kakor razumem, je bil v LMŠ-ju, zdaj je v Svobodi in je zamenjal stran. Ja, kaj ćemo narediti? Še enkrat ste sicer, rekel, na nek način dali blagoslov gospodu Logarju. Zakaj? Na njegovi samostojni poti. Tako se mi zdi, boste poslušali, kaj ste povedali še enkrat. Se nimam jaz tem, da se razumemo. Jaz nisem ujetnik od nobenega. Jaz imam svoje osebno mnenje o ustanavljanju strank, predvsem ustanavljanju strank in o tem, ker potem, ko se vidijo ankete, je fajn, da dajmo pa zdaj še ime zraven, ime in priimek in tako naprej. To je za moje pojme tako, malo samo všečno ali pa preračunljivo, ampak... Kakor jaz vem, so gospodu Logarju to svetovali, eni bi rekla, guruji. To bo sam povedal, ni sam gospod Logar. To imamo mi v Sloveniji že kar eno zgodovino teh imen, od Zorana Jankovića, Mira Cerarja, potem Marjana Šarca, zdaj potem gospoda Prebiliča, zdaj gospoda Logarja, potem tudi Karla Erjavca. Vse to so vsi, imajo svoje imena. Socialni demokrati smo pa socialni demokrati. V svoji zgodovini smo zamenjali kar 5-6 predsednikov strank, ogromno državnih sekretarjev smo imeli, ogromno ministrov smo imeli, ogromno poslancev smo imeli, in stranka še zmeraj živi in stranka bo živela tudi, ko ne več Matjaža Hana ne bo aktivnega na funkciji. Gospod Han, malo za šalo vas bom vprašala nekaj, ker ste zdaj govorili o tradiciji in dolgi politični poti stranke. Brala sem intervju v Mladini, kjer je gospod Kovačič, filozof in politični komentator, dejal povsem resno, da je zadovoljen, ker je levica z veliko, preprečila nadaljnjo pot Slovenije v feudalizem. Kaj ste vi počeli? Kaj ste potem delali v vladah v zadnjih letih? Zelo previden pri odgovoru doktorja Kovačiča, ker seveda vendarle veliko ve, ampak feudalizem, nekoga je omenil, Stranka socialnih demokratov je bila v veliki večini levo-sredinskih vlad in ne vidim, da bi bil kje znak feudalizma. Nasprotno, zakon o minimalni plači, zakon o ekonomsko-socialnem svetu, javno šolstvo, javno zdravstvo, zagovarjanje, bom rekel, teh javnih dobrin, nisem čisto prepričan, da smo mi tisti, ki smo omogočili feudalizem, tako da in tudi nismo omogočili desne stranke, tako da ampak ne bi rad z gospodom doktorjem preveč konfrontiral se, ampak ni res. Stranka socialnih demokratov je tudi ti izbranik socialne države. Mislim, da Slovenija po deležu lastniških stanovanj močno odstopa od povprečja EU in tudi Ginijev količnik pač kaže, da smo daleč od feudalizma. Gospod Logar, vidite vi feudalizem, ki je? Jaz samo spremljam v slovenskem političnem prostoru, da včasih teme, ki so čisto skregane z realnostjo, v bistvu postanejo kar osrednje teme, o kateri se moramo pogovarjati. Recimo, spet, če se vrnem nazaj na zdravstvo, javno in zasebno zdravstvo. Dejstvo je, da v bistvu vlada, ki najbolj hoče presekati z recimo zasebnimi praksami in okrepiti javno zdravstvo, dosega ravno to, da se zasebno zdravstvo razrašča. Ja, sej, kdo pa gradi tisto zasebno bolnišnico poleg Soče?
Vse so državna in paradržavna podjetja, enega od njih vodi mož državne sekretarke na Ministrstvu za finance. In kdo bo imel Zavarovalnica Triglav, no, povejte še to. Tako je. In kdo bo imel največjo korist, če bojo čakalne vrste ljudi prisilile, da bodo poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja morali si vplačevati še dodatno zdravstveno zavarovanje pri zasebnih zavarovalnicah, sploh zato, da bodo prišli pri specialistih na vrsto. Ja, kdo? Dolge čakalne vrste so največji spodbujevalec krepitve zasebnega zdravstva in ne tistega s koncesijo, zasebnega zdravstva. In zato je treba recimo pri zdravstveni reformi vendarle pristopati z nekim zdravim razumom in širokim soglasjem, ne pa tako, da trmoglaviš in ti potem mora ustavno sodišče povedati, šli ste po napačni poti. Gospod Han. Mislim, jaz sem absolutno zagovornik javnih sistemov, ker si ne znam predstavljati, da bodo ljudje, ki nimajo, bom rekel, toliko sredstev, ne prišli do teh javnih sistemov v zdravstvu. Ta vlada je naredila neke zakonodaje, ki bo na dolgi rok absolutno pozitivno vplivala. Mislim pa samo eno stvar, da je potrebno na organizacijskem delu, predvsem zakon o javnih zavodih spremeniti, da je treba vodstvu dati bistveno več bom rekel, pristojnosti, da bo bolj organiziral delo v javnem sistemu in potem bomo lahko na nek način rezultate videli drugače. No, ampak to spet ne res. Na področju ortopedije, posledica ene afere dol v Novem mestu je bilo odločitev o zmanjšanju 4000 operacij za TR. Jaz sem rekel, da je treba zakon spremeniti o javnih zavodih in dati večjo pristojnost direktorjem, da bo organizirali drugače delo, drugače tudi nagradili zaposlene v javnem sektorju, drugače enostavno ne bo šlo. Dobra organizacija je pol sistema. Ne, četrt. Poleg organizacije je treba tudi vzpostaviti zdravstvene regije. To so bistvene za to, da bomo imeli tudi konkurenco med posameznimi regijami, tudi pri nabavi javnih sredstev za nabave opreme. 4 stebri ima reforma, ampak še enkrat, to, kar hočem povedati je, mi se moramo poenotiti v tem. In zdravniki morajo biti del tega sistema, so del tega sistema in bodo tudi del te reforme. Politika mora sprejeti odločitve, kako bo oblikovala javno zdravstvo. Mislim, da ga ni politika v Sloveniji, ki bi podpiral zasebno zdravstvo. Jaz mislim, da moramo vsi podpirati javno zdravstvo, ker imamo pač tako družbo. Na srečo smo šli čez proces osamosvajanja iz prejšnjega režima preko evolucije, ne preko revolucije in je ta javno zdravstvo ostalo. Problem je, ker je ogroženo. To je problem. In ogroženega javnega zdravstva ne reši z mačeto, ampak ga reši z dogovorom. Vse ministrica Katka, Prevolnik, Rupnik, ne dela ni z mačeto. Rupel, se pravi. Ne dela nič z mačeto, ona je na nek način tudi profesor na ekonomski fakulteti, njej so številke jasne. Mogoče je treba, kot sem rekel, na organizaciji še narediti in bojo rezultati hmalo jasno znanje. Še eno vprašanje za oba. V Delu sem prebrala izjavo gospoda Sama Uhana z FDV, Fakultete za družbene vede, ki pravi, da z idejo politične sredine ni nič narobe, a da je po njegovem generator politične korupcije. Kako razumete, gospod Logar, to? Ga ne razumem. Pa tudi mi ne govorimo o politični sredini, mi govorimo za eno politično mi opcijo. govorimo o politični širini. Mi govorimo o politični širini. To je pa koncept, ki omogoča normalno sodelovanje tudi tistih, ki imajo mogoče svetovno-nazorsko malo drugačne poglede, se pa poenotijo o tem, kaj je pomembno za uspešno Slovenijo. In ta izjava ne zdrži niti realne preverbe situacije v Sloveniji. Korupcija, to, kot je zdaj, še ni bilo. Praktično na vsakem področju. Pa to vam bo vsak znal povedati. Ne vem, če spremljate zdaj to aplikacijo, ki jo je s pomočjo umetne inteligence naredil Jan Macarol, Reformator, kjer poziva ljudi, da sami od sebe v to umetno inteligenco dajo javne razpise, ki jih objavljajo posamezna ministrstva in ven padajo neverjetni rezultati, kako so te javni razpisi v bistvu prirejeni za enega oziroma za točno konkretnega ponudnika. Mi imamo zdaj na možno orodje, ki bo to korupcijo umaknil.
Politika se mora samo strinjati, da je korupcija nekaj nesprejemljivega in da začne na tem področju sodelovati. Ne pa, da imamo 3 oddaje o tarči, pa so tisti zaposleni še vedno zaposleni tam, kjer so bili, nekateri so še vedno predstojniki nekega oddelka na Gursu, nekateri so še vedno predstojnice upravne enote in isti so na občini. Čakajte malo. Pa politika nič ne naredi, niti minister nič ne naredi, niti predsednik vlade, še huj, predsednik vlade gre takoj naslednji dan podpreti z župana na njegovi novoletni zabavi. Veste, to ljudje opazijo, to ljudje vidijo in to je odgovornost politike, da naredi korak naprej in ravno sistem bipolarnosti, črno-belo, glasovanja proti je omogočil, da se je vzpostavil sistem tako visoke korupcije, kot je v Sloveniji. Se ne strinjate? Ne, jaz verjamem, da ljudje vse opazijo, pa verjamem, da imajo to dober spomin. Ker imam tudi jaz dober spomin, v enem od soočen, mislim, da sta bila celo skupaj, nisem pa prepričana zdaj, bila sta skupaj, ste rekli, gospod Han, sploh ni pomembno, kaj si midva želiva, ne? In potem ste na koncu odgovora rekli, da je bila kohabitacija v tej vladi zelo težka za SD. Na Pop TV zadnjič. No, pa bom nadaljevala z vprašanjem, ker pravite, da je bilo težko v Golobovi koaliciji. Ne spomnim se koalicije, pa nisem ravno mlada, da koalicijska stranka ne bi mogla kadrovati, nikjer niste bili zraven, niso vas pripustili k koritu, bom rekla tako grdo, razen sedaj na koncu ste uspeli, da se je zamenjala kandidata za člana nadzornega sveta SDH. Mi lahko komentirate, kako je mogoče, da je bila koalicija tako nedemokratična, dejansko nedemokratična, ker niste imeli nobenih možnosti, da bi s kadri, ki jih imate kot stranka s tradicijo, sodelovali pri kakšnem upravljanju česarkoli v državni, paradržavni lasti. Mi smo šli seveda v to koalicijo prvič zaradi neke vsebine in da normaliziramo, bom rekel, stanje, ki je bil prej, in to je bil ključno. Seveda vsaka politična stranka želi participirati pri vodenju države, tudi pri kontroli določenih inštitucij za svojimi kadri, zato da imaš neke informacije, bistveno manj zato, da pač trguješ kdorkoli. Žal na začetku je bila koalicija tako narejena in dogovor je bil tak, da kadri, ki smo jih načeloma, ki so se prijavljali na razne razpise in so imeli blagovno znamko Socialnih demokratov in hvala Bogu, sem vesel, pač niso bili uspešni pri teh razpisih. Potem smo se odločili, da ne bomo več sodelovali in upam, da v 4 letih bo prvič, da nam bo kjerkoli lahko očitati, da smo šli v koalicijo samo zaradi svojih kadrovskih apetitov. Ne, v koalicijo smo šli, da smo nekatere stvari na svojih področjih podprli, naredili in moram reči, da sem s tem tudi zadovoljen. No, ampak se strinjate z mano, jaz se ne spomnim koalicije, ki bi bila tako nedemokratična na tem področju kadrovanja. Jaz lahko govorim, za takrat smo bili mi Socialni demokrati v vladah pri gospodu, takrat, ki je bil vodil SMC, pa tudi LMŠ, so bile razmere in drugačne, kot so bile zdaj, drži. Pa mogoče še 2 programske zadevi. Gospod Han, v program za volitve 2026 ste zapisali ustanovitev demografskega sklada. To me je nekoliko začudilo, ker mislim, da je vlada, v kateri ste bili minister za zunanje zadeve, gospod Logar, načrtovala tudi ustanovitev demografskega sklada. Kaj se je zgodilo? Vse mogoče lahko gremo kontrolirati. Kot sem že rekel, mi smo stranka, ki smo šli že kar nekaj volitev, ne? Imamo programe, kjer nismo zdaj tople vode izumili. Zato, ker mislimo, da nekatere stvari je treba spremeniti. Zdaj pa odvisno, koliko si lahko uspešen pri pogajanjih v koaliciji, v koalicijskem pogovoru in takrat uspeš. To smo imeli že prej, predvsem pa je pomembno, da takšni skladi niso plen neke stranke, neke ideologije, ampak so namenjeni za to, da iz tega lahko naredimo finančni vir, v primeru tudi za pokojnine. A to je preoblikovanje SDH ali kakšen drug vir?
To je drug vir, ki bi ga mogli narediti in seveda se pa lahko iz SDH ta vir napaja. Prenaša določeno premoženje. Demokrati imate v svoj program zapisan cilj zmanjšanja števila ministrstev, ker naj bi tudi na ta način lahko pač varčevali. Gospod Han, kaj se vam zdi? Vaša vlada je zelo številčna. Ja, bi veljalo zmanjšati? Mislim, zdaj, ključno je, ni tukaj pomembna številka, ker tisto govori, da bomo pa zmanjšali zdaj stroške, to so minorni stroški, kar se mene tiče v prvi fazi govorim. Ključno je, da ministrstva funkcionirajo. Če bo to seveda, bom rekel, sestavni del nove koalicijske pogodbe, mi s tem ne bomo imeli težave, da se jih zmanjša. Je pa treba ključno, ker jaz sem zdaj bil prvi zraven, ko smo prenašali nekatere, bom rekel, direktorate drugam, je bilo to kar proces, ki je teril 1,5 leta, da je prišel do potem, da smo lahko že delali. Tipičen primer je bil, ko smo mi šport prenesli iz šolstva k nam. Moram reči, da je bilo to dobra odločitev in je šport našel nek svoj prostor pod našim resorjem in gospodarstvo in turizem in šport daje neke sinergije. Tako da to je zdaj stvar za koalicijsko vlado. Jaz s tem ne bi imel probleme, če bi jih seveda zmanjšali, je pa ključno, da se dogovorimo, da karkoli naredimo, da bo zadeve funkcionirale. Ne, sej ni razlog za znižanje stroškov, ker te znižanje stroškov so relativno majhna. Bistvo je bolj učinkovito delovanje. Mi imamo recimo ministrstvo, ki upravlja naravne vire, prostorsko planiranje, pa regionalni razvoj imamo razdeljeno na 3 ministrstva, v bistvu so pa to ena zaključena celota. Mi zgolj to spravljamo v eno ministrstvo, tako da je pod isto hišo celoten postopek, s tem pa bistveno olajšamo recimo umeščanje objektov v prostor ali pa pridobivanje določenih soglasij. Enako mogoče zanimiv model je združevanje gospodarstva in dela. Gospodarstvo in delo je v bistvu med seboj povezano. Je zaradi tega, ker je v istem delu povezano, delo je vrednota in gospodarstvo je tisto, ki daje delo. Delo ni socialna kategorija, kot je zdaj vključeno v socialno kategorijo. In s tem imaš v bistvu pod istim ministrstvom rekel, 2 nasprotna dejavnika, ki lažje prideta do soglasja, če želimo vpeljati recimo danski model fleksivarnosti, ki pomemben del recimo tega dogovarjanja daje v kolektivne pogodbe, ne pa da zakonodaja obsega vse. In recimo naš model te preoblikovanja vlade v manjše število ministrstev je namenjen ravno temu, da je vlada bistveno bolj učinkovita, posebej tudi zaradi proračunskega planiranja, ker po novem modelu minister za finance upravlja zgovore torej za tistimi, ki so na policy makerjih, torej za ministri, ne pa potem z vsemi 40 deležniki kot zdaj in bistveno olajša in izboljša proračunsko planiranje in seveda tudi transparentno ter učinkovito porabo javnih sredstev. Zadeva mora biti učinkovito, tle se strinjamo. Gospodarstvo je en tipičen primer, ker je en problem. Vse ključne zadeve, s katerimi imajo ta moment problem gospodarstveniki, ni naše ministrstvo. Mi smo neka horizontalna. Delo. Je po eni strani delo, po drugi strani finance, po tretji strani, bom rekel, okoljska zakonodaja ali pa umeščanje v prostor. In ja, zato je potrebno biti le zelo previden, ker lahko dobimo tudi ministra, ki pa bo, zelo ideološko usmerjen v eno stran ali v drugo in moramo paziti. Socialni dialog je zelo pomemben. Če pa mene vprašate, kot ministra, ki sem bil 4 leta, bi pa najraje združil gospodarstvo v finance. Ja, ampak to je zdaj. Vsak bi najraje kot svoje ministrstvo združil finance, ker je potem bistveno lažje. To ni zdaj. Verjetno bi solidarna prihodnost tudi želela finance. Verjetno vsak minister, ja, ampak stvar dogovora, predvsem pa stvar pogleda naprej, pa to, da ministrstva so zelo učinkovita. Še besedo 2 o zunanji politiki. V vašem programu imate zapisano, da si želite nadaljevanja feministične zunanje politike. Jedro feministične zunanje politike je v bistvu enako spolov. Demokrati imate pa pri cilju zunanje politike zapisano varnost, mir in blaginja državljanom. Kakšno stališče vi ste bili? Varnost, mir in blaginja, bravo, to imamo tudi mi, super. Ja, mi ne stavimo na feministično diplomacijo v tej smeri. To je nek koncept, ki v bistvu postavlja prioriteto, ki je sama po sebi umevna, želi pa iz nje narediti neko
izjemno stvar, o kateri bodo vsi govorili. To so samo v bistvu vrednote različne. Ne gre za vrednote. Vrednote so ravno to, varnost in mir, to so vrednote. To je za tisto, kar lahko, in prosperiteta, to je tisto, kar lahko zunanje. To je tisto, kar lahko zunanje ministrstvo zagotovi s pravilnim strateškim pristopom. Mi moramo prenehati z aktivistično zunanjo politiko, ampak moramo predvsem imeti zunanjo politiko, posebej v tej geopolitiki, ki se je tako spremenila, takšno, da bo Sloveniji in Evropski uniji omogočila dolgoročno prosperitetno preživetje, ki bo na koncu rezultirala v tem, da bomo vsi bolje živeli. Veste, zdaj v tem svetu napačna odločitev lahko pomeni en velik udarec za standard državljanov, zato ker se v svetu vse toliko spreminja in tako hitro spreminja. Ampak v vsakem primeru, tudi če si manjši, tudi če si majhen, moraš imeti svoj jaz. In moraš imeti nek svoj pogled. Se strinjate, da je bila odločitev države, in jaz sem tle zelo ponosen kot Slovenc, da smo priznali Palestino. Pa sej jaz nisem oporekal temu, oporekal sem pa času, v katerem je to bilo narejeno. Čas ni nikdar pravi. Kaj se je naredil? Kaj se je naredil? Bili smo vse prvi. Se to hočem povedati, da bil sem zunanji minister, morda za odtenek več vem, kako je pomembno iskanje koalicije voljnih, če lahko tako imenujem, v zunanji politiki. Pa veste zakaj? Če se mogoče takoj ne vidi rezultata, se pa vidi v odnosu do tistih, s katerimi si. Ker v zunanji politiki moraš biti ti zaželjen partner, ne glede na velikost. In tu je naša prednost, ker lahko se hitro obrnemo in lahko najdemo partnere marsikje, kjer nekdo, ki je tradicionalno usmerjen, tega ne more. Ampak to lahko naredimo samo, če znamo to svojo pozicijo v zunanji politiki, je vedno dam tudi uspešno zatradati oziroma v zameno dobiti nekaj nazaj. In to je ta strateška zunanja politika, ki jo mi tu potrebujemo, in če želimo to doseči, vedno moramo stremeti k oblikovanju večje, širše koalicije in tam zagovarjati v okviru tega svoj jaz. Zato sem tudi jaz dal pobudo za ustanovitev CP, centralnoevropskih 5 držav, zato sem dal pobudo in je potem uspel se vključiti v MED9, mediteranske države, da imamo mi glas tam, kjer nam v bistvu največ pomeni in kjer lahko svoje dejanska stališča, pa načela, pa vrednote, pa na koncu tudi nacionalne cilje uresničimo. Zdaj bom upal neko izjavo reči, mogoče me boš demantiral, ampak si bil minister zunanjih zadeve, nimam, bom rekel, niti približno tega znanja ali pa izkušenj, ampak si bil zunanji minister, ki so bile mogoče malo bolj romantični časi glede na zdajšnjo situacijo. Po tvojem ministrovanju so se naredile vojne v Ukrajini, začeli se je vliksi končevati, naredil se je Trump oziroma izvoljen bil Trump in ta moment svet ni več takšen, kakršen je bil glede na času tvojega ministrovanja. Zdaj se pravila mednarodnih zgodb se ne upoštevajo več. Vsaka država dela za sebe in so drugi časi in tle mislim, da Slovenija je prav, da kot mala država je postala, ima nek svoje stališče in tudi, če je majčkeno bolj hrabro za nek trenutek, sem jaz na to absolutno in moram reči, da je Tanja Fajon odpeljala zelo dobro. A ste poslušali govor Carneyja, torej kanadskega predsednika vlade v Davosu? Ne, nisem, moram reči, nisem. No, to je tisto bistvo, kar želim jaz poudariti. Namreč, svet se ravno spreminja in zato je še toliko bolj pomembno, kako strateško zunanjo politiko vodimo. Zdaj ni več čas velikih sil in sledenje velikim silam, ampak oblikovanjem koalicije srednjih sil, tistih držav, ki se lahko skupaj sestavijo in se lahko skupaj dogovorijo. In to je vedno matrika, ki nima ene in iste forme vedno, ampak se med tem spreminja. Zato mora pa država zelo dobro vedeti, kaj želi in mora zelo dobro imeti preštudirane vse scenarije in ne sme biti še enkrat aktivistična zunanja politika, ampak mora biti zunanja politika, ki neposredno prispeva k na koncu zadovoljevanju nacionalnih interesov. Ampak, Anže, 3 stvari bi izpostavil. Varnostni svet smo odpeljali zgodbo, tako da smo lahko ponosni. Palestino smo priznali, kljub vsem tvojim pomislikam, kakorkoli smo jo priznali. Na zadnje zgodbo glede Grenlandije smo se odzvali tako, kot se pač moramo odzvati. In tudi, če gledamo to pismo od Trumpa, jaz mislim, da je prav, da smo se odzvali tako, da ima Slovenija nek svojo hrbtenico in tle moram reči, da smo, kar se mene tiče, lahko da vam narobe, ampak kar se mene tiče in mojega pogleda ta moment na svet in na vrednote, nimam nobene pripombe. Ne, to so primeri,
kjer ne moramo govoriti, da je Slovenija recimo neko strateško prednost dobila, lahko je rekla, da se je postavila recimo na pravo stran zgodovine, recimo to lahko reče, ampak v tem pogledu pa je strateška zunanja politika takšna, ki državi omogoča, da doseže več kot samo unitarno priznanje, da naredi nekaj v zameno, da je vključena v neko telo, da zdravo nekaj doseže in, glejte, Varnostni svet odpeljati do konca in zato, da je 22 milijonov evrov, ne, to lahko... Vi tega ne bi delali. Ne. Sej pravim, odvisno je, kaj s tem denarjem, predvsem z bistveno manj denarja lahko, dosežeš za to, da Slovenijo umestiš v nek prostor, kjer je potem zaželen partner. In Slovenija bi to lahko bistveno bolje izkoristila, če bi svoj sedež v Varnostnem svetu znala na ta način izkoristiti. Dokler bo imeli nekateri veta, na takšen način, kot imajo zdaj, je žal to skoraj nemogoče, ampak mislim, da je tudi pomembno, da se sliši. Vidim, da bomo mogli imeti posebej tudi v zunanji politiki. Bomo mi drugega poslali, ne bom jaz. Bomo imeli tudi v drugih temah. Ja. Gospod Han, jaz bi vas vprašala, če mi razložite, to sem se spraševala, zadnjič ste bili na... Suzana, mene skozi spremljate. Seveda spremljam se, to je pač moja dolžnost, ne, poklicna. Zadnjič ste bili na kosilu antifašističnega bloka, tako sem prebrala v Delu, v Peno, kamor vas je povabil. Antifašistični blok je gospod Robert Golob oblikoval. Ne berete Dela, vidim, čeprav imate dobre odnose z tisto strukturo tam. V glavnem, na tem kosilu, na katerem se je oblikoval tako imenovani antifašistični blok, to poudarjam zato, ker se mi zdi neumno, je sodeloval, bilo je kosilo s strankami, ki bi lahko omogočili, da bo gospod Robert Golob ponovil mandat. Ampak na tem kosilu je sodeloval tudi Zoran, oziroma je bil na to kosilo bil povabljen gospod Zoran Stevanović, ki pravi, da mu je vzor slovaški premijer, ki je daleč od tega, da bi bil levo-sredinski politik. Ali ste vprašali mogoče gospoda premijeja, zakaj se mu zdi, da bi sodil ono v vašo družbo? To me je precej presenetilo. Nisem vprašal, to je bila izbira gospoda Goloba, kar se tiče pa stranke Resnica, smo pa mi svetlobno-nazorsko tako narazen in glede spoštovanja LGBT-ja do spoštovanja nekaterih drugih vrednot, tako da so to dve stranke, ki pač ena je leva, druga je pa skrajno desna. Zato jaz ne vem, zakaj bi on na tem vabilu. Ni vprašanje za mene. Ne, jaz imam samo eno vprašanje, mi v glavi odzvanja za gospoda Hana. Namreč, tako kot je takrat... hamburgerje. Ne. Preveč. Hamburger. Tako kot je v studiu ene od televizij rekel, da je bil ta mandat res težek, kot je vam povedal, da je bilo kohabitacija v vladi Roberta Goloba zelo težka, opisali ste tudi, da so bili odmaknjeni od določenih kadrovskih odločitev, kot še nikoli do sedaj. Ampak še eno si pa želi še ponoviti ta mandat in hodi na, kot ste rekli, sestanke antifašistične fronte. Ta del mi je mogoče malo nenavaden. Ampak kaj, če bi se mi vsak svojo stranko ukvarjala? Imamo tukaj dela še 2 meseca, tako da jaz še zmeraj mislim, da si želim, da bo leva sredina na nek način dobila še en mandat. Seveda, če bojo 22. marca volivke in volivci dali dovolj glasov, in da imajo izbiro seveda tudi na desni strani in ljudje imajo izbiran prav. To je to. Se izognil odgovoru. Uspešno na volitve. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste prišla v naš studio. Čas se nam je iztekel. Vam pa hvala za pozornost, če ste bili z nami. Vidimo se spet čez 7 dni.